stvari in predvsem nobenega psa. Če pa se že kakšen prikaže, mora imeti nagobčnik. Ker pa nagobčnikov psi ne marajo, ne hodijo v mačje mesto. Zato se po glavni ulici sprehajajo samo mački in mačke. Velika gneča je na mačjem trgu, saj vsakdo hoče kupiti ribe pri Brkate Marku. Tu v našem mestu imamo tudi svojo mačjo občino in pravega župana, velikega mačka, ki nam večkrat poroči kakšno važno novico. Tudi danes bi se že moral prikazati na balkonu in nam nekaj važnega povedati, saj se že povsod sušlja. Da, tišina, tukaj je župan. Prebivalci Makšega mesta poslušajo. Nedeljo popoldne bo v Makšem parku velika tombola. Glavni dobitek je v Makšem žaklju. In da ne pozabim, danes ob 3 bodo v velikem drevoredu višje motorne dirke. Občinstvo, prosimo, naj ne poje tekmovalcev. Živel župan! Živel župan! Dnevi v našem mačjem mestu so res veseli in ker je najbolj pomembno, so čisto po našem mačjem okusu. Imamo pa tudi svojega mačjega pisatelja, Mačka Murija, ki dan za dne zapisuje v svojo knjigo vse važne dogodke, ki so se dogodili v našem mačjem mestu. Maček Muri stanuje tam v Vrtni ulici, stari hiši na robu mesta in prav zdajle koraka po glavni ulici proti Mačjem trgu. Gotovo bo kupil ribe pri Brkatem Marku. Kar 2 kilograma. Pa sem se ravno zdaj premislil. Danes sem raje hotel v gostilni pri Črnem mačku. Tole, če bom sam, mi bo dolgčas. Že vem, povabil bom še prijateljico Mačo. Takoj moram telefonirati. Muca mača je zaspanka, prava naša Parižanka. Spala bi, če bi se dalo, do večera in še malo. Svoji mali mačji hiši
V naši glavni ulici imamo polno trgovin, pa brivnico in gostilno in kar je za nas mucke najbolj pomembno, šolo. Ker ima Muri do kosila še 2 uri časa, se je odločil, da se bo malo sprehodil in pogledal po izložbah. Zdaj je ravno pred delavnico pri obutem mačku. Joj, kako lepi škornji, te pa moram vzeti. Želite, prosim? Da, pomenu te škornje. Ja. Pa veste zakaj? Zato, ker se vse mucke pred izložbo razjokamo. Pa tako lepe ogrlice iz pravih mačjih biserov imajo. Kaj pa je zdaj? Se je Muri ustavil preslastičarno, ko se tako oblizuje? Ne. Knjigar mi je zagledal veliko mačjo kuharsko knjigo, ki jo napisal Maček Žane, kuhal gostilni pri Črnem mačku. Prav tam mu danes kosil Muri s prijateljico Maco. Kot ima vsako mesto policaje, ga ima tudi naše. To sta Mucel in Macel, ki pravkar peljeta v zapor velikega čoveja, ki ima pri sebi vedno pasje bombice. Gotovo je hotel oropati našo banko, ti lumpti. Gotovo ni hotel hoditi v mačjo šolo. Mi pa tako radi poslušamo našo tovarišico in vsi veseli tudi pojemo našo mačjo Števanko. Ena mačka, 4 miši, gluha koza, nič ne sliši. Ena mačka, 4 miši, gluha koza, nič ne sliši. 4 mačke, ena miš, gluha koza, ti loviš. 4 mačke, ena miš, gluha koza, ti loviš. Ena mačka je vesela, ena miš pa škodo dela. Ena mačka je vesela, ena miš pa škodo dela. Ena koza pa ima sredi glave 2 roga. Ena koza pa ima sredi glave 2 roga. Ene mačke ni pri hiši, plešejo vesele miši. Ene mačke ni pri hiši, plešejo vesele miši. Koza sede na vrhu in igra na bobatu. Eni mački dajmo suknjo, eno miš za brigo luknjo. Eno kozo dajmo spat, večno beli koz igra. Ena mačka kliče triko, 4 so še po svetu. Zjutraj pride bela miš, gluha koza ti loviš.
šoferja in mačjega sprevodnika. Danes je malo potnikov, saj so poleg mene še pokojni maček brivec Figaro, pa učenka glasbene šole Pika, pa kuharica Mija in sobarica Maja. In nazadnje še mačji šofer in sprevodnik. Upam, da avtobus ne bo imel zamude, saj eno uri že gotovo čaka na mačjem trgu. Ura je 10, hitro si v avtobus, da ne bomo imeli zamude. Joj, to je bil pa gotovo leteči krožnik. Kaj pa je zdaj to? Je tukaj cel mali gniček, kdo pa si? Odkopali ali pa se prenašli, da na tebi ne ostane niti ena mačja dlaka. Mama mača, ko se peli, sem, gledal sem v pot, gledal in zavil sem sem, ne napačno, prevejo, a zroti se ti podloži in ne, ko povede, mami in očku. Prostite, prosim, od tega boš pogovarjal drugje. Policija, tukaj treba nekaj naučiti mačjega reda. Kaj se tukaj dogaja? Kdo zadržuje promet? Stali neruda in paze na streha mojega avtobusa in preplašila moje zvinte potnike, ki sem mislila, da se napadel leteči krožnik. Nami in ne skušaj pobegniti, če ne bo joj. Martine, tvoj stopi. Jaz, tvoj me že čaka. Hvala za vožnjo in nasvidenje. Nasvidenje. Bravo, Maša. Jaz nisem že, da se ne bo. Avtobus, veš, je imel polurno zamudo zaradi nekega mačka Feliksa, ki je padel naravnost na naš avtobus. Vsi smo mislili, da nas je napadel leteči krožnik. Zdaj je sva dobra. Leteči krožnik, kar se mi tu. Pojdiva, prosim, na kosilo, saj sem od strahu postala lačna. Pojdiva, že rezerviram piso, ki mi črne mačke. Glav skupaj znamenju, najboljši. Na jedilnem listu zbrana, je najboljša mačja hrana. Bila smetanova juha, znog zribanega kruha. Mačji žgarci, mačja šara, mačji gola žina bara, a za lačne mačje strice so na voljo krvavice. Glavni kuhan maček žane, praži traji možgane. Teče ribe, kuha rape, fine zlizke in omatke.
obisk, pa še darila nisem kupila. Hvala za kosilo, Muri, pa vprosti, ker mora imeti. Čas mi priganja. Nič za to. Tudi jaz prijatelj imam, da smo dogovorjena, da greva na veliko mačo nogometno tekmo med Laškom in Murski. Nasvidenje jutra. Mačkoni so postali napadalni. Sedaj je gneča pred vrati Muckov. Ne vidi se dobro, kdo ima žogo. Upam, da sodnik Mačkovič vidi vse. To je bil prekršek domačih igralcev in sodnik je dosodil najstrožjo kazen 11 metrov za Mačkone. Sodnik je bil! 11 metrov za Mačkone. Kdo bo streljal? Srednji napadalec Mačkona bo streljal. Napadi se je proti vratom Mačkonov. Še 10 sekund, ali bo uspel strelj na gol in gol! Mucki vodijo 4-0. In konec razbudljive tekme, v kateri smo videli res lep nogomet.
pa sem morala še v trgovino, se brez vsega nisem mogla tebi na obisk. Čas pa beži in hiti. Uboga Marca, daj sedi in si poči, da bo lahko kaj poklepetali. Danes mojega moža Juba ni doma, naj ne bo nihče motil. Kje pa imaš otroka? Sama sem na logo, daj pa se igrata. Ujdi pa ji pogledati, že dolgo jo nisem videla. Poglejta, kdo je prišel na obisk. O, teta Kuca Marca. Povejta teti Marci kakšno pesmico. No, Mika, boš najprej ti. Ja sam mala muca Mika, ko odrasla bo velika. Ja sam mala muca Mika,
našem mestu se počasi končuje. Muca Maca je bila utrujena in je odšla domov. Zdaj gleda Mača televizijo. Hišnik Macafuzol ima okrog sebe polno otrok in jim pripoveduje pravljice, da bodo lažje zaspali. Maček Mal je zapustil Murija in odhaja na nočni lov. Policaja Mucel in Macel v zaporu s Čombojom igrata karte. Kot vidite, se vsi prav lepo zabavajo. Ker pa je noč namenjena spanju, bodo prav kmalu vsi legli v svoje posteljice in zaspali. Le en prebivalec našega mačjega mesta bo še ostal po konci. To je naš maček Muri, ki prav zdaj sprehaja po vrtni ulici in premišljuje, kaj bi danes zapisal veliko mačjo knjigo. Tula,